N1 podcast s Suzano Lovec. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v N1 podcastu. Silva Čušin je igralka, ki jo vsi poznate. Je igralka, nagrajena že z nagrado Prešernovega sklada, 2 Borštnikovimi nagradami, z Borštnikovim prstanom, nagrado Itarine za življenjsko delo, bila je žlahtna komedijantka, dobila je Vesno za najboljšo stransko vlogo, dobila Vesno za najboljšo glavno vlogo, Župančičevo nagrado in še. In nedavno, konec minulega leta, je prejela še nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre. Silva Čušin, dobrodošli in čestitke. Hvala. Društvo slovenskih režiserjev in režiserk vam je podelilo nagrado Bert za življenjsko delo, kot sem rekla, na področju filmske igre. To, kar oni izpostavljajo, je to vaše neprecenljivo igralska iskrenost, nepotvorjanje obstajanje, subtilna igra, ki se izogne interpretativnemu naprezanju, kot pravijo. Torej, igrati, ne da bi igrali, oziroma igrati, ne da bi mi kot gledalci videli, da igrate. Je to v bistvu vaša največja umetnost? Ja, kaj ne rečem, težko je zdaj o tem začeti, ker ste vi precej povedala zdaj, karkoli bom jaz rekla, bo eno tako čudno razglabljanje, pa razkladanje, pa razlaganje. Ampak moram reči najprej, da sem bila vesela te nagrade, tako kot sem bila vesela že prej vsake ponujene vloge filmske, ker je pri nas redkost sploh do filmskih vlog prideti, predvsem, mogoče je zdaj malo boljše, če si ženska, sem hotela reči. Tako da v bistvu je bila že takrat zame nagrada za vsako vlogo, ki sem jo dobila. Če ti pa še režiserji dajo nagrado, se pravi, da so nekako cenili tvoje delo in zato sem bila še bolj vesela. Kar se pa same igre tiče, je pa pač to je filmska igra. Ali pa v bistvu je moje pojmovanje igre že tako, da je to zmeraj tako, kakor bi rekla, ena taka fraza, ki sem jo po moje tudi že kdaj povedala. Taka neznosna lahkost igranja, ne. Ker se v bistvu, če jaz nekoga gledam, imam zelo rada, da vidim, da nekako ne igra, ampak samo da je zelo prepričljiv, da mu verjamem, da me zapelje v en tak drug svet. In to sem tudi sama zmeri želela, tako igro pri sebi. In zato sem se zmeri trudila, seveda. Sliši se zelo enostavno, ko rečete? Ja, sliši se zelo enostavno. Ja, samo je pa za tem stavkom neskončno veliko dela. Tako kot recimo, ne vem, če enega pianista gledaš, kako pa to tako lahko igra. Videti bi ga pa moral ure in ure, ko vadi, trenira, ali pa športnika, se spusti dol po hribu, ali pa kaj jaz vem kaj, z eno tako nazarensko lahkoto. In meni je bil to zmeri pri vsaki stvari, pri vsaki vlogi cilj. Nekako, da se ne vidi, da sploh se kaj trudiš, da to kar je. Ampak seveda je pa zato treba veliko vaje, veliko dela, veliko premišljevanja, veliko vse, kar pač spada k študiju vloge. Od filmov lahko recimo med res mnogimi izpostavimo recimo Sanremo, Jaz sem Frank, Izbrisana, Ivan, Inferno, Srečen za umret, 906, Estrelita, Pesem za domov, Predmestje, Šterkijada, primer Felix Langus iz leta 91. Tega se verjetno kar nekaj časa vas nekdo spomnil nanj, ne? Meni je pa ostal zelo v spominu. Ne zasmejem se, zato ker se ga malo spomnim. To je Boris delo, a ne Kavaca. Ja, no. Zato. O razliki med gledališko in filmsko igro ste leta 2022, ko ste dobili nagrado Itarine, rekli, da ste vam obe blizu. Tudi to ste govorili, kar ste zdaj nekako nakazali, da v bistvu je vaše pojmovanje igre ta, da naj bo to preprosta stvar, ta prepričljivost, naravnost, senzibilnost, osnove, ne, so to, pravite vi.
Vem, da je težko to razlagati, ampak vseeno, ta koncentracija energije na noter, kot vi o njej govorite, kakšen je ta proces dela pri vas? Torej, vaja, to ves čas poudarjate? Ja, kaj ne rečem, v osnovi je zame igra res, glede na to, da ne vem, koliko se pri nas sploh lahko ločijo gledališki pa filmski igralci, o tem sploh nikoli premišljevala nisem. Ko sem šla snemat, ko se je začela študij vloge, recimo, sem jo delala popolnoma enako kot v gledališču. Najprej je branje, vaje, pogovarjanje, režiserjev pogled, potem pridejo soigralci, absolutno. Stik s soigralci je zelo pomemben. To so vse, kaj ne rečem, klasični pristopi do igre. Po moje že vrabci čivkajo o tem. Toliko smo že razlagali o tej igri. Ampak potem se je pa treba nekako z tega vsega, iz teh vseh informacij in vsega tega, je pa treba en koncentrat svoj narediti. To se pravi, da tvoj pogled na vse to, tvoj pristop. Jaz imam taka čustva, nekdo drug ima pa drugačna. Jaz ta stavek lahko na tak način povem, nekdo drug ga bo pa na drugačen. In zmeri se trudim ostati, kaj je meni tisto, kar je najbolj iskreno, najbolj pomembno. S čim se bom jaz nekoga dotaknila. Recimo, da bom nekaj tako povedala, da boste vi pogledala, ne znam čisto do konca povedati, ampak potem se moraš pa v bistvu svojega srca začeti ukvarjati z vlogo, svoje stališče pogledati. Potem so pa spet pomagala, veliko premišljevati o tem, si pomagati s kakšno glasbo. V glavnem prideti do tega občutka, tega senzibilnega občutka, ki ga pač tista vloga nosi, tista oseba nosi. Ali je, zdaj brez veze razlagati, ali je žalostna, ali je vesela, ali je taka, ali je onaka, gre se za se vam ne znam jaz čisto do konca povedati tega, za en notranji občutek, ki kar naenkrat pride, če si zelo študiozen, pa če zelo greješ to vlogo vse, nosiš jo, melješ jo, premišljuješ o njej, obračaš stavke, a je to tako pogleda, a to ona tako pogleda. Ne znam vam drugače povedati, to so take stvari, ki so v bistvu se slišijo kar praktične, ampak saj so. Ja. Saj so, v bistvu je igralski poklic precej praktičen, ne, tak, kako se reče, tak, praktičen. Ampak potem na koncu pa pride ene vrste, tako kot sem prej rekla, en koncentrat, en sežetek, kaj bi jaz rada od tega. Tle se mi zdi ena točka, ki se mogoče igralci malo med sabo razlikujemo, ali se nekdo vase potegne, ali se nekdo naven to izraža. Zdaj pa spet odvisno, kakšna je vloga. Tako da, kako bi rekla, enih posplošenih napotkov ali pa ne vem kaj, teorije o tem, sploh ni. V bistvu si tako kakor en maček, ki moraš zmeri na vse 4 preleteti. Kakorkoli te vržejo, se znajdeti. Ne? In pobirati z vseh vetrov. Ne vem. Prebrala sem, da v bistvu, recimo, znate vprašati režiserja tudi, na kak način si ta človek, ki ga vi igrate, ta oseba striže nohte. Ja, se veste, kako je. Takrat igralcu za to, da si lahko nekako pomaga čisto vse. Kako hod, kdaj vstane, kdaj ima kosilo, a gre zvečer ob 10 spat ali ne more zaspati, a slabo spi, a sanja ali ne sanja. To so take praktične stvari, ki takrat si pol predstavljaš malo bolj živopisno osebo, kakšna je. Tako
Tako nekako. In zato so take banalne stvari včasih zelo v redu. To se sliši mogoče smešno, ne, ampak... Ampak vprašate, za recimo, nas- režiserja tudi take stvari? Jaz vprašam čisto vse. Ja. Jaz zelo rada sprašujem, mogoče včasih še preveč. Ampak nekako, če ne vprašam, pol ne vem. Ne? Včasih se mi zdi še bolj, še fajn bolj naumnega se narediti, vsaj več zveš kaj. Kakor da bi bil sam tih, pa vse vedel, pa kimal, pa ne vem, kaj počel. Tako da, ja. Kaj pa jezik? Ne? Torej, pri tem, da vi dosežete to, bom rekla, to naravnost pri svoji igri, to neopaznost, da gre za igro, a ne, kar je očitno vaša izjemna kvaliteta, genialnost. A je treba kdaj tudi jezik, ki ga uporabljate, obrusiti? Videla sem, ne, razlagate o tem, da premeljete te stavke neštetokrat, zato da postanejo vaši. A v tem mletju stavkov v bistvu vi tudi spreminjate stvari? To je res. Včasih naletim na kakšno tako besedilo ali pa na kakšno tako stvar, da ko jo preberem, ko jo prvič preberem, si vse predstavljam, kako je to. Recimo si naredim en tak mal večji balon okrog te ženske, okrog te vloge. Potem, in ko sem tih pa berem, vse vem, kako more biti. Čim pa to spregovori ta oseba, se mi zdi pa toliko tuja, kakor da ne bi bila moja, kakor da bi govorila, ne vem, čisto v enem drugem jeziku. Okay. Včasih so stavki napisani v takem okornem jeziku, da mi nikoli ne govorimo tega tako. In če hočeš ti, seveda, to žensko spraviti v normalo, se reče, a ne, da ji bo kdo verjel, pa da bo prepričljiva, seveda morajo biti tudi njeni stavki taki. In včasih niso napisani tako. Ali so preveč literature, ali so obrnjene besede, ki se mi zdi, ne, ona pa ne bi tako rekla. In potem je treba to, in včasih se kar sama sebe bojim, ko bom začela na glas to brati. Se sliši smešen, ampak tako je. In potem, če imaš pravico, se reče temu, ne, stavke obračati. In pri filmu imaš velikrat pravico stavke obračati, zato ker se tam vloge tako delajo, da v bistvu si zelo, zelo veliko dialogu z režiserjem. In midva se pogovarjava, ja, jaz bi pa to tako obrnila. Ja, probaj, jaz bi pa to tako. Ja, kaj pa, če bi ti tako? In to je stvar dialoga. Seveda so tam ponavadi taki stavki, take besede, da so mal bolj iz vsakdanjega življenja, tako kakor midve zdaj čvekava, ne. Če pa ti si v gledališču, moraš pa tiste predpisane stavke tolikrat okrog obrniti, od odspred, pa od odzad, pa od odzgor, pa vsred začeti, pa spet povedati, tako da jih obračam. Jih obračam sam zato, da mi pridejo pol takole ven. Kako se reče, kot naravno ven. Ne, ker če jih ne bi obračala, potem bi, kaj pa vem, potem bi lahko besedilo brala samo tekoče, tako kakor, ne vem, kakšen napovedovalec, recimo temu. Ne? No, seveda, in na to, če pridejo še čustva, ne, je pa lažje potem, ne. A se kdaj zgodi, da recimo teh čustev ne morete začutiti, ki jih morate zaigrati? Ja. To je pa zdaj spet stvar dela. To je zdaj spet stvar vaje. Včasih je treba kakšna čustva, predvsem, recimo, ajde recva pri vlogi v gledališču, ne, je že vaja, pa ti, če imaš vlogo, ki živi od trenutka, ko stopi na oder in ima cel življenjski lok, da se ji vmes dogajajo stvari in pride na konec do enega pač zaključka, do ne vem česa, karkoli pač pride, potem ti sproti lahko že med vajami svoje telo, svoja čustva pripraviš do tega in ti ona sama pomagajo, da se ti sploh truditi ni treba, da se recimo tam zjokam, zato ker sem se jaz že prej na to pripravila. Jaz sebe vodim proti tem čustvom, kakor rečete. Zato težko umanjkajo. Ampak je pa treba seveda, to pa brez te koncentracije, pa brez tega ni. Recimo pri filmu je pa drugače, ker moraš biti pa ti na gumb narejen. Se pravi, da
če imam zdajle, če sem imela pred enim tednom en prizor, kjer so se ta čustva šele začela, ampak ni prišlo še do tega trenutka, ki bi bil ali izbruh, ali zelo senzibilen, ali zdaj govoriva o takih skrajnih čustvih. Potem, in da ta prizor pride šele čez en teden na vrsto, moram pa jaz to stanje nositi, kakor ga vem in znam, ali 14 dni, ali en teden, ali pa recva 1 uro zdajle, ne? Da bi rekla stop, greva čez ne vem koliko časa naprej. In meni že vse dol pade, ne? Si mislim, klinc, ne smeš. Stalno moraš držati in to, če je 14 dni, je pa 14 dni. In ko se tisti prizor začne, si ti pripravljen. Ampak to v sekundi. Tle je hec te, recimo tudi razlika te gledališke, kakor rečemo, ne, da ti v gledališču igraš ali pa na filmu igraš. Ti preklopi. Ne. Ta vaša značilnost, ta vaša odlika, ne, o kateri sta se zdaj že parkrat vrnili, torej, da se ne vidi, da igrate, ne, proti tej neki stereotipnemu očitku slovenskemu filmu, da je preveč gledališča v njem. Ne. A ste vi recimo kdaj, ne vem, sebe gledali, pa da niste bili zadovoljni s tem, da je bilo preveč igre, recimo, da ste sama pri sebi tudi opazili? A se gledate pogosto? Bi rekla, da če sva že glih pred tem, gledam takrat, ko film ven pride. Zdaj je to, kako se reče, to so heci o tem govoriti, ne, sam sebe gledati pa kritizirati. Pod prvo, ne vem, se mi zdi, ali pa da redko kdo zna biti zelo samokritičen. Če me razumete. Ti že pod prvo, ko se lotiš ene stvari delati, ti moraš biti s srcem zraven, ti moraš zelo zaupati in režiserju, čeprav je vse skupaj za eno figo vreden, ampak potem se pa raje ne odloči delati, če nisi zraven pri stvari, če ne verjameš v projekt, kakor pri nas rečejo. Zato med tem nimaš kaj, kako se reče, kritizirati, ali pa potem naknadno kritizirati. Imel si možnost za narediti, če takrat ne narediš, potem raje tih bod. A me razumete? Zdaj, da bi sama sebe jaz gledala, a veste, da nisem toliko zverzirana, ali sem pa tak človek, da tega ne znam. Ker tudi, ko se recimo snema, ne, veliko igralcev, če pusti režiser, recimo, ker ne vsi, da greš ti, ko posnameš kader, greš gledat, pa se, kako rečemo, prečekiraš. A ne? Yeah. In potem ti lahko režiser tudi reče, no, tlele si pa glavo čist narobe obrnila, a ne? Daj poskuši, ali pa tle nisi dobro pogledala. In eni igralci so tega sposobni, da gledajo kader, grejo na set in naredijo. Jaz še v življenju tega nisem naredila. Ker, pa vam ne znam povedati, zakaj. Jaz zmeraj rečem, povej mi, kje je kaj bilo in bom poskušala popraviti. Nikoli še nisem gledala sebe, pa potem recimo popravljala. Samo preko, kako se reče, njegovih napotkov. Ali pa, če sem sama čutila, tole pa, ne. Tako da je težko, bi rekla. Veste, pri nas, pri filmu je tudi včasih so, kar ste prej rekla, ne, so stavki zelo okorno, vsaj včasih so bili, več. Danes se mi zdi, da ful teče jezik. Povsod je tudi en tak pogovorni jezik, ki ga je film nekako zelo dobro usvojil. In te mlajša generacija igralcev ima perfekten men govori na filmu. Zato, ker ima jezik tako sproščen in tudi z čustvi, z akcijo, postal je tudi bolj živ film, če me razumete. In s tem je postal živ tudi jezik, ne. Se mi zdi, da so včasih veliko več slikali na filmu.
mislim, počasnejši je bil in potem je bil tudi jezik počasnejši, pa bolj, kako se reče, literaren. Če pa je to tako, kot sem prejle rekla, ne, da nam še enkrat povedala, postane pa vse bolj živo, vse bolj verjetno, vse bolj prepričljivo. V tem je štos tudi vsega tega. Ja. Prej ste čustva omenjali, to, kako vas ta čustva naselijo oziroma kako jih morate vzdrževati, dokler je pač treba čutiti to. A bi lahko bil kdo dober igralec, ki ni empatičen? Ja, jaz si to težko predstavljam, ker jaz sem, kar se tega tiče, skoraj ekstrem, ampak ne vem vam povedati. Ne poznam tudi toliko, veste česa, ne vem, kako je to bolj pri filmu. V gledališču vem, da je to, ampak tega malo bolj poznam, kot kar film. Čeprav sem veliko delala, ampak še zmeraj nisem toliko vrezirana, pa toliko, kako se reče, mojster tega, da bi znala tako racionalno to gledati. Mogoče kdo zna, ne vem. Ne vem, kako zunji filme snemajo ali pa kako je kdo sposoben, ker to nima popolnoma nič empatije, ampak ima pa toliko mojstrsko naštudiran obraz, geste, govorjenje. A me razumete, kaj vam govorim? Ne vem. To vam ne znam povedati. Ampak jaz v tako igralsko, kaj zvem kaj, ustvarjanje, no verjamem. Ob podelitvi nagrade Bert ste si zaželeli, da se predvaja kratki igrani film po vašem izboru. Zahteva most pripada mi, scenarista in režiserja Boštjana Jeršeta. Zakaj ta film? Režiser filma je takrat, mislim, da je iz leta 2014 film, je takrat rekel, da ta manjko konverzacije v filmu, da ko se mož in žena v bistvu samo drug drugega kličeta, da je ta manjko konverzacije bistvo tega filma. Kako govoriti brez besed? Je to tudi ta umetnost? Ja, to je predvsem v filmu zelo možno, ne? In to režiserji imajo radi. Meni je bil ta film zato zanimiv, zato ker je bila tako hecna ideja. Nič drugega. Ali so besede, ali niso besede, čeprav jaz imam v filmu raj besede. Saj film je sposoben samo slike. On je mojster slike, on je, v bistvu je to že kar nesramnost, da lahko brez besed vse pove. A ne? Ampak da, izbrala sem ga samo zato, ker je kratek pod prvo, pa pod drugo, zato, ker se mi je zdela tako dobra vsebina in se mi zdi, da sva z Janezom Škofom takrat uživala, ko sva to delala. Ker je, mislim, kaj toliko nenavadnega, še nisem videla kakor take zgodbe, kakor jo je ta napisal. Pa dobro je naredil. Imela sem ga v zelo lepem spominu. No, in zato sem ga zbrala. Prej ste vi že sami omenili o vlogah, koliko jih je za ženske, koliko ne. Pravite, da se tukaj stvari spreminjajo, da gre na boljše. Leta 2007, ko ste dobili Borštnikov prstan, ste rekli, v primeru domačega filma si ne moreš kaj dosti izmišljevati, med nič ne moreš izbirati. Filmska igra mi je zelo zanimiva, zato sprejmem tudi najmanjšo vlogo. Seveda jo prej preberem, da ni kakšna velika kozlarija. Toda načeloma, kakršnakoli že je, mi predstavlja izziv, ker je na filmu pri nas tako malo dela. Zdaj pravite, da se to spreminja, da je tudi ženskih vlog na filmu več. In grejo tukaj stvari na boljše. Jaz bi rekla, da ja. Jaz bi rekla, da ja. Zdaj, vaša kariera tako v gledališču kot na filmu je impozantna. Kdaj ste pa recimo najbolj uživali, ko ste igrali kaj? Ali pa najbolj trpeli? To so taka delikatna vprašanja, če tako žensko, ki je tako v letih, kakor sem jaz, vprašate, ne vem, to recimo nazaj, kaj ne vam rečem, težko je zdaj zbrati. A veste, to so trenutki, zmeri se odkole gre, naše kariere grejo odkole, pa spet takole, pa tako. Tako da je to, ne vem, kaj bi vam rekla. Uživala sem pri vsaki dobri vlogi, ki je bila dobro narejena. To je dejstvo. Uživala sem med procesom, uživala sem potem, ko sem na oder stopila, če sem imela občutek, da
sem dosegla tisti rezultat, kakršen sem si ga mislila, da bo. A ne? Tako da precej sem uživala, moram reči, sej zato tudi sem v tem poklicu nekako. To mi je užitek. In o tem užitku bi rada tudi nekaj rekla. Vi po eni strani poudarjate zelo to, vaja. Ne? Izjemno veliko vadite, ful je poudarka na tem, da to postane praktično del vas. In hkrati potem poveste tudi o užitku, k tremi še prideva. In mene zanima čist iz drugega foha, ne? Torej kot, ne samo za igralstvo, ampak a imate za nas, za vse nas, kakšen recept, kako v poklicu, kjer je veliko napora, kjer je veliko nečesa, kar je tudi neprijetno, kjer je veliko tudi nekih neznank, tudi treme, v kateri prideva, najti užitek. Kaj je tisto, kjer se pa pol prepustite, spustite, da lahko uživate? Ne? Ker verjetno je treba nekaj spustiti, da potem lahko uživate. Ja, sej to je, mislim, to, kar ste zdajle povedala, to je vse že povedano. Ampak bistvo je to, da se najprej sploh odločiš, s čim se ukvarjati. To, da imaš že v osnovi nazares skoraj. To je dejstvo. Brez tega, tako kakor se športnik odloča, ali ima talent za to, ali ima talent za ali za vsak poklic. Sej ne bom glih rekla, spomnila se zato, ker tudi oni potrebujejo veliko vaje, ali pa glasbenik, ali pa jaz ne vem, še zdravnik, če ne uživa med operacijo, sigurno ne bo opravljal tega poklica. A ne? Tako da je prvi pogoj je to, da se odločiš za tist, kjer čutiš, da te izpolnjuje, da imaš veselje do tega, da ne bo čez 10 let ti vse dol padalo, pa še rekel, jaz ne morem več. Ampak da se ta ljubezen do tega poklica ohranja in vzdržuje in v bistvu še poglablja, kakor se reče temu, ker več veš, več si sposoben narediti, več stvari ti je jasnih, ki ti jih mogoče od začetka, ko si še čist mlad, samo hlastaš po tistem, si mogoče zdaj malo bolj umirjen, ne, sej tako je kaj z življenjem, mogoče je fajn, da se zdaj, če si zdrav, umiriš, pa začneš malo uživati okrog sebe, pa malo bolj gledati. Mogoče je s našim poklicom tudi tako, da zdaj malo bolj mirno vse gledaš, ne? Malo bolj, kako bi rekla, takrat na silo sprejemaš vase, ko si še mlajši, ne? Zdaj pa nekako se čuti, pa vse umiri in se mi zdi, kakor da včasih kar samo leze vate, bolj se prepustiš, bolj si odprt, bolj si umirjen. In če si tak, grejo stvari pol tudi lažje vate in bolj iz tebe, no, ne vem. Zelo dobro. Nekak je ene take. Ampak to spet niso, kako bi rekla, ni racionalna stvar to. To je nekako, kar prihaja samo po sebi, tako. Je neki čarovnik. Ja, tudi nič zahtevati, nič čakati, nič, tle ne smeš biti preveč nestrpen tudi. Ker pot je dolga, si moraš misliti. Tako sem si jaz zmerila. In zdaj k tremi, ne? Vi radi poveste, da vedno čutite tremo, da po vseh letih še vedno čutite tremo, da se ne morete znebiti. Zdaj recimo jaz tudi pred vsako oddajo čutim tremo in smo se prej pogovarjali, ne? Kako v bistvu kljub tej tremi pride do tega užitka? Kaj je s to tremo, zakaj jo čutimo? Kako jo čutite, zakaj jo recimo vi čutite? Enkrat ste škofom za nacionalni radio razlagali o tem, da so različne treme, ne? Da obstaja trema, ko nekaj ne znaš in je taka, da te v bistvu zvije, da te zadrgne, da te ohromi. In je ta trema nekega pričakovanja. Vi ponovadi to čutite. Ja, je. Mislim, s to tremo je res hudič. Ko sem bila zelo mlada, sem imela zelo tremo. In sem rekla, ok, saj to je normalno, da imaš tako tremo, ne? Če si še mlad, pa nisi vajena tega. Ampak, ko sem stopila gor, pa sem naredila pač 10 korakov gor in dol, sem si mislila, se še kar gre lepo, ne? Aha, mogoče bo pa z leti minila, a ne? Da če ti imaš zaupanje samega vase, a ne? Da veš, da ko boš gor, da bo vse v redu.
A figo, nisem se znebila še zdaj, kot takale stara ženska stojim odzadaj za odrom, preden stopam kam, ko en trod in si mislim, a bom sploh preživela, in potem spet naredim 10 korakov in je spet sem noter in je užitek in se spustim. Ne znam vam drugače povedati. Veliko stvari, katerimi so prišle, ne, vi pravite, je veliko racionalnega, ampak v bistvu je tudi veliko čarovnije. Ne? Samo čarovnija. Samo čarovnija. Jaz vam povem, da je toliko čarovnije, da je ni več. Ja. Res? Ja. Prav čarovnija, ki si rečem, pa kako je to možno, kako je to človek? Res včasih se vprašam, kako je to možno, da je človek toliko sposoben, da prej misli, da ga bo kap zadela, potem pa kar. In še ne naredi slabo v končni fazi pol. A razumete? To kar ena krila potem dobiš in te kar odnese in ne vem. Seveda ne, zdajle mislim, ampak znotraj vloge se reče, a ne? Ja. Ja. Vi ste znani tudi potem, da pridete 2 uri pred predstavo, se zaprete se zaprete v svoj kos garderobe in se nekako takrat prelevite, da potrebujete ta čas, da si ga tam vzamete, da potem oddelate, da padete v vlogo, ne vem, če sem prav rekla. Ja. In tudi, da ne vadite doma, ne? Ne. Če sem prav razumela. Nikoli. Mogoče zdaj, kadar se reciva za film, itak ne moram druge študirati, kakor doma. Se zaprem pač nekam, pa se učim, ali to, ali tret. Ampak kar se pa gledališča tiče, se pa res nikoli nisem naučila doma študirati, ker v bistvu sem imela zelo zgodaj otroke, pa nekako ni bilo tega časa doma, pa družino. In sem si mislila, ja čakaj, tole pa ne bo šlo, zdaj boš prišla domov, pa boš šla tisto knjigo bult, pa boš prišla pa v gledališče, boš pa na pol otroka prinesla s sabo v garderobo, pa boš šla spet na oder, ne bo šlo to. In potem sem si pa seveda, čisto se to sem že stokrat povedala, sem si pa popolnoma razdelila. Ko sem šla od doma, sem zaprla vrata, ampak sem šla pa res 2 uri prej v garderobo, če je to reciva, da sem otroke v vrtec peljala ali pa v šolo ali kakorkoli, sem bila ob 8 že fertik, kar se tega tiče, in sem šla v garderobo, in sem tam odprla tekst in sem pač delala isto, kakor če bi kjerkoli druge, a ne? In potem sem spet zaprla, ko je bila vaje konc. In sem prišla domov, pa nisem nikoli govorila o tem. Je tudi res, da nisem poročena, nimam moža, ki bi bil v službi v gledališču ali pa o tem, ima rad umetnost in vse, samo to je druga stvar. Tako da sem si to razdelila. Tako. In ta čarovnija se pol tam v garderobi zgodi? Absolutno. Ta naselitev. Absolutno. Vse, kar sem, veste, kako je tudi. To je zdaj zelo, da bi rekla, to taka mašina tudi nisem, ne. Sej pridem 2 uri prej, se vse, a ne, da se skoncentriram za vlogo. Doma, Ampak, da bi pa rekla, da ko ti študiraš eno vlogo, se gre samo zaradi tega, da ti, vsaj meni se je šlo, da ne nosim, pa da ne delim tega, kar pol se mi je zdelo vse skup ne tič, ne miš. Nisi ne doma skoncentriran z tem, da bi bil doma, pa nisi ne skoncentriran na vaji, da bi na vaji naredil tisto, kar je 100% potrebno, a ne. Samo druga pa stvar je pa tudi, da tisto občutek, ki sem vam že na začetku govorila, da ni samo besedilo, pa študij, pa to, ampak en občutek, ki ga potrebuje vsaka vloga, ki potrebuje svoj svet, da ga ti pogruntaš, svoj kozmos, njemu se drugače zvezde, tisti je treba pa skozi sabo malo nositi. No in tle je pa nemogoče tudi domov prideti brez tega. A me razumete? Tako da mi je mož res včasih mi je govoril, pa si hodiš ka luna okrog. Ne, podzavestno. Nosite ta kozmos pol s sabo. Ja, ne gre drugače, mislim. Tega se pa ne moreš znebiti, te
sence, ki hodi za tabo, da ti skozi neki, ne, se dogaja. Vse potem, ko je vloga naštudirana, ko se začnejo predstave, potem se pa začne da prideš pač toliko prej. Se prestaviš, preobuješ druge čevlje in smo že skoraj v drugi vlogi in tako naprej. Ne? In glasba vam pomaga, ne? To radi poveste? Ja, glasba pa se veste, glasba je ena nesramna stvar, ki najbolj seže do srca in najbolj razburka naša čustva, najbolj razburka ti seže, najbolj je senzibilna. Zdaj, jaz vam lahko ne vem, kakšno pesem povem, ali pa vam tlele pritisnem na gumb, pa boste poslušala ali mene, ki vam bom recitirala, ali pa eno glasbo, pa vas bo sigurno tista bolj prevzela. Pač tako je. In ja, med kakšnim študijem, ko so bile kakšne take vloge, sem si v avtu vrtela, ker tako se mi zdi, da je nekako, da bi ti nekdo dal eno tako, nam rekla glih drogo, ampak nekam te popelje, pomagati zmehčati se, pomagati v drug svet, v drugo občutenje, kaj ne rečem. Glasba je ena taka stvar, ki si lahko pomagaš z njo. Ampak to recimo poslušate kaj glasbo iz, ne vem, tistega obdobja ali z Ni neko... nujno. Ne, nujno. Ne. Nekaj, kar povežete ni vi. nujno iz tistega obdobja, sploh ne. V bistvu prej, da jo najdem, včasih pred leti sem še otroke spraševala, ti, kaj pa zdaj bi človek kaj poslušal, a mi kaj poveš, ne? Važen je energijski občutek. Ali je to, ne vem, Billie Holiday ali je pa Aerosmith, ne vem, meni je čisto vseeno. Važen je v tistem trenutku, kaj jaz potrebujem za to, da si mal pomagam, ne, zasanjati ali pa... V tisti kozmos pridete. Tako, ja. Moment, škofa sva omenjala že? Svega? Ja, mislim. Svega, ja. Skupaj igrata v Otrocih od Lucy Kergord, režija Nina Šorak. Igrala sta v tem filmu Zahteva most, pa v Jaz sem Frank, pa v filmu Šterkjada. Včasih pravite, se samo spogledata, pa se razumeta. Brez besede igra steče. Kakšna je ta komunikacija med dvema igralcema, ki takole steče, kot vi opisujete za škofa, ne? In kaj je takrat, ko recimo te povezave, tega connectiona ni? Ste že imeli take primere tudi? Ja. Nasprotne od tega, kako škofom delate? Ja, soigralci je v osnovi zelo pomemben v našem poklicu. Jaz vse stavim, mislim, zelo na soigro, ker ti nikoli nisi sam. In tle, če čim imaš boljšega soigralca, kot imaš, boljši si lahko sam. To je čist logična taka stvar izpeljanka iz tega, a ne da. In z nekaterimi pač, kaj jaz vem, kako se ujameš. Tudi sanja se mi ne vem, mogoče ima sta isti bioritem, iste pojme o igri, isto si razlagata določene stvari, nek se ujameta, pa ne vem kje, a ne? Zdaj tudi temperament govora včasih, ali sta dva bolj temperamentna, pa da si znata podajati stavke, a ne, tako kakor ping-pong, da jaz vem, kaj bo on rekel, kako bo rekel, vse take hecne stvari so tlele noter, a ne? Pa tudi za občutek se gre, a ne? Ne vem. Zaupanje? Absolutno zaupanje. A zaupanje pa mora biti v osnovi, ker recimo ti moraš biti 100% zaupati soigralcu, če hočeš igrati tako, kot je bilo domenjeno, ne? Tako, kot je bilo naštudirano. Moraš se brez misli, brez možga, brez tega spustiti praktično to. In če ti soigralcu tega ne zaupaš, potem imaš stalno eno računico, a bo, ali ne bo, ali ne, a me razumete? Ni to fajn, da?
Kaj vem, se zgodi, ampak da bi rekla, da bi imela kaj v spominu, da sem imela kdaj take probleme, pa ne. Če bi jih pa recimo imela, bi si pa mislila, kako mora on odgovoriti, da bom jaz tako odgovorila. Ne vem. V tej predstavi, otroci, ko se končuje predstava, kako nora je ta, kako močna je ta simbolika, ne? Torej, Saša Pavček dela jogo, medtem ko razpada svet, skrbi za svoje telo, za duševni mir, dva človeka pa po tej radiaciji, torej gre za jedrsko nesrečo, v jedrski elektrarni, pa odhajata čistiti po tej radiaciji. Ta močna simbolika, izjemno tudi preizpraševanje v bistvu življenja, ki ga živimo, iztek življenja, ko že postanemo zreli, kaj bomo naredili s preostankom življenja, kako gledamo na to, kar smo naredili pred tem, do česa smo upravičeni. To so neka vprašanja, ki si jih mi v bistvu vsi zastavljamo, recimo, ko pridemo v določena leta, ko gledamo nazaj. Pogledati mogoče na svoje življenje tudi neki drugačni luči. Vi ste prej že nekaj rekli, nekako, da leta tudi pri igralskem poklicu, če sem vas prav razumela, prinesejo nek drugačen pogled. Ste si pri tej predstavi recimo tudi vi postavljali kakšna takšna vprašanja? Ja, to so tudi trije ljudje, ki so v določenih letih in vsak je že precej svojega življenja dal skozi. Ja. In zanimivi so zato, ker so vsi toliko različni med sabo. Saj zato je ta predstava tako hecna. Recimo, kaj naj zdaj naštevam, se brez veze, da vam govorim vsebino, ki jo poznate, ampak je res hecno v bistvu, kako ti nalagaš prejšnje življenje. Kaj se ti zgodi v prejšnjem življenju in potem se ti najbrž avtomatično, tako kot sem vam prej razlagala, dogajajo stvari naprej. Tako kot tlele, če rečemo o tej moji Rose, razočaranje v ljubezni, bolezen, odpotovala je, odklopila se je od vse znane družbe in ko je pač prišlo do te katastrofe, pač ene prelomnice njenega življenja, se je vrnila nazaj v gnezdo, kjer je začela. In njej je popolnoma vseeno, ali gre zdaj v jedrsko elektrarno čistiti ali ne čistiti, ker ona je imela večji rezime do takrat opravljen s svojim življenjem, kot recimo ta Hazel, recimo druga oseba. Njej je škoda življenja. Najbrž je bilo prej malo lepše ali pa jaz ne vem kaj in rada bi ga izkoristila do konca. Ona bi rada živela 100 let, če bi se dal. Nisem stara, rečem. Ja, seveda ne. Ona je zelo zanimivo. Zakaj bi ona šla se ubijati samo sebe, če bi lahko še živela do 100 leta? Kar ima tudi pravico do tega. On je pa nekako en tak možakar vmes, ki je pa tudi na meji. V bistvu ji gre na živce zdajšnja žena, ta Hazel, ki ve, da je imel rad Rose. In je tudi že nekaj dal. Te močne čustvene stvari je dal že skozi. On je že tlele tudi na tej točki, pa še malo je bolan že, ko mu je tudi vseeno, če gre. Tako da se odločijo za to pač humano zadevo. Tudi, bom rekla, ne sami, da bi bili toliko dobri, bi rekla. Zato je zanimiv ta tekst, ker je s toliko plasti grajen. In saj z našimi življenji je isto. Koliko je človek umirjen na ta stara leta. Tudi odvisno, koliko je že prej živel. Mogoče koga šele zdaj v teh letih, kakor sem jaz, marsikaj šele čaka. En ima pa za sabo že vse. To je tako relativno, ta naša življenja, kako potekajo, pa kje nas kaj čaka v bistvu. Kaj pa veš, kje nas kaj čaka, ali kje nas je, ali bomo to še, ali ne bomo. Hecanje to, saj zato je pa zanimivo. Z Igorjem Šterkom, režiserjem, ste se, ko ste snimali Šterkijado, kaj pogovarjali o njegovi mami, ki ste jo igrali? Je bil ta film recimo zahteven tudi zato, ker ste delali bolj ali manj, ker ste delali z režiserjem, o katerem
družini, v bistvu je. Torej, film je o Mami. tako, in o morjeplovcu, njegovem očetu, Šterku, ki se ga vsi spomnimo. Kako ste recimo z režiserjem tukaj delala? Ja, midva z Igorjem sva že prej delala tako, da midva se zmeri dobro ujameva, tako da kakšne velike razlike ni bilo. Bil je mogoče on malo bolj občutljiv pa senzibilen, ker se je to le tikalo njegovega privatnega življenja, kar je redkost, da kakšen režiser toliko osebno v svojo družino pogleda in jo na ogled postavi, ne. Tako da tlele je imel on v bistvu težjo nalogo kot jaz, kot igralka. Jaz sem samo, meni je zanimiv, čim bolj je težka vloga, čim bolj se je treba vanjo poglobiti, bolj mi je všeč, recimo. Tako da sva se ujela, vse mi je povedal, pač sva preštudirala, pogledala sem si 1000 slik, slišala ne vem koliko zgodb, a me razumete? Tako, take faze so bile postopne. Čeprav največja naloga je bila pa na njem, ne. Ker je moral po eni strani neobremenjeno pripovedovati zgodbo, po drugi strani obdržati to senzibilnost, ki naj bi jo pokazal, a ne. Pa še ta gospa ni bila prav preprosta, ne. Zanimiva, ne. Tako da meni je bilo v redu, kaj naj rečem. Rada imam take stvari, ki so malo tako. Izziv. Ja, Izziv. absolutno. Ja. Težke vloge pravite, s tem res nikoli niste imeli težav dobivati težke vloge, režiserji vam radi dajo težke vloge in vi jih z veseljem igrate. Je mogoče kakšna igralka, ki jo radi pogledate zaradi njenih vlog, rajši kot recimo koga drugega, lahko tudi v tujini? Pa je, se jih je kar precej zadnje čase. Oni imajo srečo, da imajo toliko širok spekter, pa toliko igralcev, pa toliko dobrih scenarijev, pa toliko, tako da v bistvu je danes, če vprašaš koga, je kar težko reči, katera ti je pa najboljša, ne vem. Meni Angležinje tele, ki snemajo te velike filme, so vse po vrsti perfektne. Ameriške igralke so v osnovi toliko dobre, da v bistvu sploh ne posname enega kadra, če ni genialna. Zdaj se pa odloči, kar se češ. Če vzameva te filme, ki so resni, ne tisti, ki je kar neki hojladri. Tako da zelo, mislim, vse so mi všeč. Predvsem te igralke tudi, ki se je tudi šele zadnja leta začeli to, ki pridejo nekako leta. Kaj so dobre, ki so tako umirjene, mehke, kaj da bi jim bilo čisto vseeno, ali kdo snema, ali jih ne snema, ali mislim, nosijo eno svoja leta, svojo starost, svoje gube. Včasih si videl samo moške, ki so bili genialni, recimo, ki so tiste svoje gube na velikem platnu kazala, ne. Ženske tudi pod razno ni bilo nikjer. Zdaj je meni to Se mi je v stvari redu, spreminjajo na ker so se boljše. stvari spremenile. Res mi je. Zato, ker to nosi s sabo verjetno življenje, zgodovino, zgodbo. Ti, ko pogledaš en obraz tak, od ene take gospe, ti vidiš čisto vse, še govoriti ni treba. Ker so tudi, imajo tako, kako bi rekla, tako koncentracijo, tako nekaj nosijo v sebi, da imaš vesele pogledati, no, kaj ne rečem. Ali pa druge ameriške, tudi te mlajše, ene teh srednjih let, ki so pa toliko sproščene, toliko spretne, toliko mojstrske, da se to sploh ne da povedati. To včasih lahko kakšen prizor kar gledaš, pa ga pa nazaj prevrtiš, pa še enkrat gledaš. Super mi je to. V predstavi prva beseda je mama. Pred časom je tukaj sedela vaša igralska sodelavka Tina Vrbnjak. Vi igrate ta lik mamo, ki je kritična, cinična, hladna. Tino Vrbnjak sem omenila, zato tudi igra v tej predstavi. Torej ta mama, ki je pred leti, takrat od svoje 15-letne hčerke, ki je zanosila, zahtevala, da da otroka v posvojitev. Vi jeste za mizo, mislim, da je praktično nikoli ne pogledate v oči. Vaša vprašanja so v bistvu pričakovanja, ne vprašanja. Čuti se ta pasivna agresija.
A na koncu ta lik reče, ti si najboljše, kar se mi je zgodilo. Kaj se skriva za tem cinizmom, za to pasivno agresijo, to utujenostjo in hladom? Če se vrnemo na začetek, veliko sva govorila o čustvih, ne? Kaj čuti ta mama, kaj ste vi morali čutiti namesto nje, ko ste igrali? Torej, katera čustva recimo so tukaj in a so to ta najtežja čustva? Kaj? Se sploh ne vem, kaj naj začnem. Ja, ta prizor je, kako bi rekla, nastajal kar, kako se reče, zlagoma. Tako kot da bi se, recimo temu, plasti nalagale ena na drugo. Najprej je bil prizor napisan, ampak je bilo absolutno preveč besed. Tako da je bilo najprej treba črtati 3/4 besed tistega prizora, ki je bil napisan. Potem je bila druga točka odnos med hčero pa materjo. Je pa tako tradicionalen, da bolj sploh biti ne more. To se pravi, mama obsesivna, pa hči, ki je bila podrejena. To je po moje zelo veliko tega. To se pravi, tle ni nič novega, ne. Potem je bilo pa treba ta prizor spraviti na oder s temi besedami, ki so ostale. In če bi postavila klasičen prizor, tako kot se midve zdajle pogovarjava, ne bi bil čisto nič posebenega. A ne? Tudi ta čustva, ki jih, ko vi pravite, mati v sebi skriva, nekako ne bi prišla na plano, ali pa bi bila, kaj pa vem, preveč mimogrede, ne bi, kako se reče, ne bi bila izpostavljena. Tle pa tako kratek prizor, pa taki v končni fazi banalni stavki, da si bilo treba najbrž nekaj domisliti. In potem je pa postopoma ta prizor nastajal, tako kot bi rekla, ena inštalacija. Nalagaš stvari, včasih zelo absurdne, nenavadne, a ne? In tudi ta mama, sem jo jaz sama po sebi je šla, v bistvu nisem nič kaj dosti premišljevala. Ampak naenkrat se mi je zdelo, da je v prizoru ratala ko en ta zelo razbolen rekvizit, recimo med nama te rože, da je ratala taka nož pa vilce, pa da se je spremenila v en stroj, na videz, rečemo temu, ker je tudi scena taka, pa je tukaj dojenčkova posel, kaj že, stolček, ki ga nikjer ni, tudi podrazno ne, pa tudi najbrž ne bo. Razumete, vsi predmeti in v bistvu se je tudi, ko sem si predstavljala, tudi ta mati postala del te inštalacije, ker se mi je zdelo, da lažje pokaže na tak način to svojo razbolenost, a ne, s temi banalnimi stavki, pa s tem obnašanjem, je nesrečna, ker nima hči moža. Nima predvsem po teh današnjih normah, ne, ampak vse te današnje norme še zmeraj veljajo. Pritisk družbe. Tako, pritisk družbe. Moraš imeti otroka, moraš imeti moža, psa pa hišo, kaj drugega. A ne? In od tega ni nič. Predvsem pa je viselo še zmeraj to srž njenega greha, a ne, izvir, to se pravi, da ji je prepovedala imeti otroka. In to, če pa to človek najbrž naredi, pa naj bo kakršenkoli, se pa lahko skrije svojo bolečino, da je to hčeri naredila samo za cinizmom. To se pravi, ne bom nikoli pokazala, ker drugače tega ne bi preživela. Ker ali bi se sama vase sesula, se je ona tudi zdravnica, a ne? Ali bi pa se zaprla nekam pa jokala cele dneve, a ne? In tle se oni dve v tem trenutku dobita za mizo in meni se je pač zdelo, da najlažje to svojo notranjo bolest neskončno izrazi na tak način. Tako nekako. No, zdaj sem toliko povedala, da nič več ne vem. Super. Gospa Silva Čušin, v kakšni vlogi bi se pa vi recimo radi še videli na filmu? A je kaj, kar si zelo želite igrati? Meni se zdi, da je to zmeri drugi bolj vejo, kakor jaz. Tako da če bi po pravici povedala, pojma nimam. Naj sam pridejo.
Naj sam pridejo vloge. No, tam nekja. Tako nekako, da bi pa imela kakšno posebno željo, ne. Ne v gledališču, ne, tukaj na filmu nisem imela nikoli, ampak sem se zmeri prepuščala sprotnim zadevam. In enkrat so bile malo večje, enkrat take, enkrat onake, ampak izplen je še kar v redu. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše izjave, hvala lepa za pogovor z mano. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala lepa tudi vam, dragi gledalci in gledalke. Naslednji teden smo spet skupaj.